vseeno toliko prišlo, da ste se odeležili naše razstave. Zdaj bo kolegica predstavila predavanje, pred predavanjem prosim gospoda iz ambasade, če nam lahko pove nekaj besed. Let's do the podium is yours. Dober večer, Leslie, ja sam Hiroki Kitanda iz Japonska. Thank you for coming tonight. My name is Kitanda, I come from Embassy of Japan. Tonight we are planning, this week we are planning Japanese week from Monday to this Friday. So tonight, kimono lecture and exhibition. I appreciate all of you. And so, as you know, this year, Slovenia and Japan 20th anniversary between Japan and Slovenia 20th anniversary year. And so we have like this many events. Please enjoy tonight's lecture. And after lecture, tonight, Miyabi-san, Japanese restaurant, prepare some Japanese sushi. Please enjoy. Thank you, Pararepa. Na kratko še program, kaj še uspete ujeti. Jutri ste zelo ljudno vabljeni na delavnico kaligrafije, ki je Prostorij Zveze prijatelja mladine. Ob 12:30 pa sledi še kratek tečaj japonskega jezika v Kamnici knjižnica. Vsi lepo vabljeni. V soboto ob 17. uri v Kino Darnik družinski film Penguins in the Sky, žal samo z angliškimi podnapisi. Lahko pa še do konca tedna ujamete tudi dve razstavi, in sicer razstavo japonskih lutk in razstavo svetovne dediščine na Japonskem, obe ste v Kamnici v knjižnici. Tako da vljudno vabljeni in lep večer. Dober večer. Dobrodošli na razstavi Kimono. Ime mi je Metka Lovrin in sem del članica skupine Animoku, ljubiteljev japonske kulture in animejev, in strastna ljubiteljica kimono in tudi zbiralka. Torej, danes večer bomo ogledali, kaj je kimono, kako se nosi in kaj nam se lahko to oblačilo pove. Naša predstava o kimonu je ponavadi v zvezi s tem. Gledajte gejše, v tem primeru majko, to so učenke za gejše, ki so oblečene v razkošna oblačila iz svile, barvni motivi, žive barve. Ampak kimono ni samo vezano na tako tradicionalno okolje, je mnogo več, in kaj se to je, bomo izvedeli danes. Vsebina predavanja bo razdeljena na več delov. Prvič bomo videli, kaj je kimono, torej definicija. Potem bomo ogledali kratko zgodovino oblačila, vidne dele kimona, torej kaj se od zunaj že vidi, vrste kimono, kakve se vrste imamo, ker tukaj vidite na okoli imamo več različnih tipov. Vsi so kimoni, ampak različne vrste za različne okoliščine, pa tudi za različne starosti. Potem bomo vsi ogledali, kaj se skriva pod kimonom, kaj se s prostim očesom ne moremo videti. In konec konca potem še simbolizem motivov in kako je to povezano z letnimi časi. Torej, kimono. Kaj je kimono? Kimono je tradicionalno žensko, kot tudi moško oblačilo, ki ga nosijo na Japonskem. Sama beseda kimono pa je sestavljena iz dveh kanjijev, to je iz ki, oziroma kar je glagol za nositi, kot tudi mono, kar pomeni stvar. Torej, kimono je stvar za nositi. Na Japonskem, to, kar mi pojmujemo kot kimono, se dejansko na Japonskem potem smatra bolj kot v Afriki, japonska oblačila, kajti kimono zajema več tipov. In vse to, kaj tukaj vidimo na teh slikah, so kimoni. Eni so bolj v enem posterju, pa ne prija s hakamo, kot vidimo na tem delu, in stvari so dele s oblačilom, ki tam nekaj podobnega. Pogosto se
nosijo kimoni za tradicionalne dogodke, za formalne dogodke, ki so vezane s tradicijo, naprimer poroke tudi, ali pa naprimer pri čajnih obredih ali ikebanah. Ampak kimono ni le vezan, kot smo rekli že na začetku, na te tradicionalne okoliščine in situacije, ampak se najde tudi na vsakdanjem življenju. Naprimer, kot naša narodna noša je samo vezana na folkloro in je del naše etnike, je kimono nekaj tudi vsakdanjega. V množici na ulici bomo videli ljudi oblečene od zahodne obleke, in tam pokote pa bomo mogoče videli eno žensko oblečeno v kimono, ki se ravno odpravlja nekam. Da bomo razumeli, kaj je sploh kimono, moramo pogledati v preteklost. Pred letom 552 so bila oblačila podobna severnoazijskim oblačilom. So bila debelejšega kroja, kot tudi težka, pa niso mogli tako pest dihati ta oblačila. So bila potem neprimerna, bolali manj. V obdobju Aska, torej od 552 do 646, se je na to pričel vpliv Kitajske. Takrat so uvozili naprimer budizem, konfucianizem, torej ideologije, kot tudi oblačila. Ta kitajski vpliv se je na to stopnjeval in to se je potem zgodilo v obdobju Nara, torej direktno po Aska, od 646 do 794. Takrat so uvozili naprimer sami državni ustroj, kak je bila država organizirana, tloris celo, potem socialne strukture, sloje in s sloji povezano tudi oblačila, ki so svojimi barvami, vzorci in kroji marsikaj povedali o ljudeh, ki so jih nosili. Kot vidimo na tej sliki, so bila oblačila takrat v obdobju Nara zelo podobna kitajskim oblačilom. Moški so nosili hlače, kot vidimo tukaj, ne že tiste široke hakame, ki jih mogoče še poznamo. Vrhnje oblačilo, prav tako dolgo, na straneh je imelo dolgo narezo, rokavi so bili širši, široko odprti in imeli so ovratnik. Moški so imeli potem še pas. Ženska oblačila pa so bila zelo podobna kitajskim rekam, vse so se ravno naravnali na to kitajsko modo. Imeli so take kratke majčke, potem dolge rokave in krilo, kot ga poznamo tudi iz kitajskih filmov. V obdobju Heian pa so se odnosi s Kitajsko ohladili. Takrat je prišlo do organskega razvoja oblačila, ki počasi kaže smer kimona, kot ga poznamo danes. Japonska je poleg oblačil se začela razvijati novo estetsko pojmovanje, nove umetniške smernice, kar se je kazalo v poeziji, arhitekturi spet in, kot že rečeno, v oblačilih. Moški so nosili sokritaj. To je tako oblačilo, ki je že podobno prejšnjim iz obdobja Nara, ampak je bilo vse obilnejše. Rokavi so bili širši, ampak še vedno široko razprti, niso bili zašiti, kot naprimer vidimo na teh kimonih. Prav tako so imeli ovratnik in hlače spodaj. Ampak pomemben del tega oblačila, kar potem zelo vpliva na razvoj kimona, je bil spodnji kimono tukaj, tako imenovani posode, kar pomeni kratki rokavi. In iz tega spodnjega oblačila se je dejansko razvil kimono današnje oblike. Ženske so ponosile te lepe, razkošne obleke, kot vidite, veliko slojev. Imenuje se džini hitoje in pomeni 12-slojni kimono, kajti džini pomeni 12, hitoje pa enoslojni kimono. Teda, ta oblačila so ženske nosile enim nad drugim in pomeni, da so lahko imeli 12 slojev. Pod so imeli po navadi hakam ali pa posode isto kot moški. Ti različni sloji so bili barvno koordinirani. Vidite, naprimer, v teh krasnih barvah zelena, potem temno-rdeča, svetlejša vijolična, rozana, potem spet zelena, kar je tudi veliko kar povezano s češnjimi cvetovi, naprimer, barve češnje.
Kljub temu, da se je Junji Hitoi imenoval 12 skladnih kimono, pa so lahko ženske potem nosile tudi manj ali pa več slojev. Lahko so nosile po 8 slojev, kar je bilo lažje nositi, lahko pa celo 20 slojev, kar je potem na koncu tehtalo 8 kg na ženski. Si predstavljate toliko blaga na sebi nositi. Seveda so bila taka oblačila omejena na cesarsko družino oziroma na življenje v cesarski družini, na dvoru, ja. Potem naprej vidimo tukaj še moška oblačila, ki so enostavnejše verzije od prejšnjega, kar smo videli. To so nošiji in surikani. Za kasnejši razvoj je zlasti pomemben surikan, kajti tukaj že vidimo malo podobnosti z novimi moškimi kimoni, tudi s formalnimi. Iz tega se je namreč razvilo, vidimo tukaj tudi hakami podobne hlače, bolj nabrano vse skupaj, in potem nekako bolj zgornjemu kimono podobno vrhnje oblačilo, ki je imelo trakove, s katerimi so lahko zavezali potem rokave, da so lažje delali kaj. Po koncu obdobja Heian pa se je začelo več stoletij, od 1185 do 1560, z več imeni, torej več obdobij je bilo v tem času, ampak tipično za vsa ta obdobja so bile vojne med samurajskimi kastami, med samurajskimi klani, in potem seveda nove vrednote, ki so samuraji tudi prišli. Od takrat so izdatna oblačila od dvornega življenja postala odvečna. Preveč razkošna so bila oblačila, kot tudi okorna. Nisi se mogli premikati tak, kot bi lahko. In kot že omenjeno, nove vrednote, to pomeni, da so iz dovršenosti svil in vzorcev prišli na nekaj preprostejšega. V tem obdobju so moški večinoma na primer nosili hitatare. To je, kot že smo videli pri nošiju, razvoj tistega. Zelo podobno dejansko oblačilo, s tem, da so imeli še potem variacijo tega, jorori hitatare, to pomeni, da so lahko še hakamo in tudi zgornji kimono zavezali s trakovi, še ožje, še višje, da so se lahko nadeli oklep. Jorori naprej pomeni oklep. Ženske v tem obdobju pa so nehale nositi ta zgornji del, to veliko število slojev, ki so prej imeli na sebe. Ampak so nosili kosode, to s kratkimi rokavi, in potem hakamo. Ravno zato, da so bile one tudi bolj mobilne in v vojnih časih, ko se človek bori za življenje in za denar, ni enostavno financ, da bi si nekaj razkošja omogočili. In tukaj potem dejansko vidimo, kako se je posode iz spodnjega oblačila spremenilo v vrhnje oblačilo. Moški v tem obdobju so potem hitatare spet razvili naprej. Nastal je suo in daimo. Pri daimonu se že vidijo tudi kamoni, to so taki grbi, ki jih imamo na primer na tem kimonu tudi, sicer v manjši obliki. To je že začelo kazati na pomembnost družin, samurajskih družin in klanov in pripadnosti dejansko. Ženske, ki so pa bile del tega višjega razreda samurajskih družin, pa so svoje razkošje začela kazati z novim ogrinjalom, namesto teh raznih zgornjih slojev, so rajši imeli samo en sloj, tako imenovani pičikake, ki je dejansko še dan danes v spremenjeni obliki del poročnega oblačila pri ženskah. Tukaj vidimo na primer izsek iz ene serije, kak ima spodaj posode. Tukaj še vidimo različne ovratnike, preveč ovratnikov iz prejšnjih obdobij naprej še preostane, ozki obi in te bogato okrašene pičikakeje. S tem, da naprimer dan danes je poročna obleka
taka, je, da imajo ženske dolge rokave in so kot pririsode. Po teh vihravih časih, razburkanih časih, je prišlo obdobje Edo. Takrat je napočil mir, blaginja, kot tudi dolgo obdobje izolacije. Meje so se zaprle razen v 2 mestih, eden izmed teh je Nagasaki, kjer so nekaterim nizozemskim in tudi kitajskim trgovcem dovolili dostop. Sicer je bila Japonska zaprta. In seveda v takih okoliščinah se oblačilo čisto po svoje razvijalo naprej. Moški so prejšnja oblačila spet razvili naprej, spet so poenostavili. Imeli so še vedno hakamo, katerega so skrajšali, da jim je segalo samo do gležnjev, za lažjo mobilnost. Spodaj so imeli kimono, na tem pa tako imenovani kamishimo, ki se je razvil iz kataginuja. To pa je bilo nekdaj brez rokavni, ki so ga nosili delavci. S tem, da so ga dodatno okrašili s kamoni, z grbi, ki ponazarjajo pripadnost družini. Ženske so pa nehale nositi hakamo. Začeli so nositi posode in tukaj na primer vidimo sicer kurtizano, oblečeno v posode in namesto obija tistega ožjega, kar smo ga videli, so imeli nadeteno okoli sebe vrvico, saj so hoteli s tem doseči, da ljudje pogledajo kimono, hoteli so izpostaviti kimono, ne pa sam obi, da je pozornost čisto bilo na oblačilu, ne pa na pasu. Pri tem pa lahko še poudarim, da so modne smernice, kot danes na primer zvezdniki ali pa kakšne kraljevske družine, kot na primer v Veliki Britaniji, bile kurtizane, gejše in igralci tisti, ki so ustvarili nove modne smernice. To bomo tudi videli malo kasneje v predavanju. In sredi obdobja Eda pa je prišlo spet do preobrata. Iz kosodejo, iz kimono so prišli na obije. Obi so postali širši, več vzorcev so imeli in boljša blaga so za to uporabljali. In tukaj tudi se potem spet vidi razlika. Samurajske ženske, oziroma žene od samurajev, pa celotna družina, ženska, so bili omejeni z načeli in pravili, ki jih je polagala na njih kasta, njihova kasta oziroma pravila, kako se obleči. V njih so še bili vedno pomembni skromnost, zadržanost, praktičnost, tako je povedano. Naprej, kurtizani, igrazi, pa so bili prosti tega. Upali so se nekaj narediti novega in niso imeli pravila družbe, ki so jih držali nazaj. Delali so nekaj, kar je bilo šokantnega, kar je bilo novega in to se je potem prijelo kasneje pri povprečnih ljudeh. V tem obdobju so prav tako izumili frisove, kar vidimo tukaj v kotu. Ta kimono z zelo dolgimi rokavi, ki ga nosijo mlade neporočene ženske. Prav tako so sposodili haori. Prej je bil haori, kot je tudi sedaj, del moške garderobe. To so nosili moški. Ampak gejše, ki so rekli, ne, mi nismo samo za postene stvari mišljene, mi smo umetnice. Kajti gejše so umetnice glasbil, petja, konverzacije. Oni so rekli, mi smo enakovredne moškim. Ni to mali hec, kar mi delamo. In da so to nazven tudi pokazali, so začeli nositi haori. In to se je potem preselilo na druge ženske, na primer. Pri kimonih pa ni več bilo tako pomembno, kdo si bil, torej katerem sloju si pripadal, da si lahko imel bogato okrašen kimono. Ampak dejansko premoženje. Čim več denarja si imel, tem več si lahko privoščil. Ljudje so bolj ali manj začeli isto nositi, s tem, da so bile razlike večinoma v financah. Z obdobjem Meidži, ki je tudi v obdobju Edo, pa se je končala ta dolgoletna izolacija. Moški so se odpirali zahodu. Začeli so nositi klasične naše zahodne obleke, medtem ko so pa ženske bile bolj omejene še vedno na kimono.
Obstaja pa tudi taka kombinacija pri moških, ko so kombinirali japonsko z zahodnim, kot vidimo na tej zgodni sliki. Če pogledamo, babica je na primer oziroma mama, je še vedno oblečena v kimono, v mičijuki. Moški pa je oblečen v hakamo, kimono, haori. Če pa pogledamo spodaj noge, je imel ali zdaj, ne vidi se tako lepo, čevlje, ali pa navadne nogavice, kot jih imamo mi. In zgoraj klobuk. Na tej spodnji sliki pa se prav takrat vidi, ženska je oblečena tradicionalno, kimono, moški, ki pa je šel v eno svet služiti, pa je bil oblečen zahodnjaško. Ravno zato, ker je bil kimono nekak predstavnik tradicionalnih vrednot, zahodne obleke pa simbol razvoja in napredka. Pri ženskih kimonih so se tudi dogajale manjše spremembe sicer za žen. Nastal je tako imenovani ohašori. To je en taki sloj blaga, ki se zvije pod pasom. Prej so imeli ženske, na primer hišah lahko tudi, te bolj premožne ženske, tako vleko. To se je zdaj malo spremenilo. Od večjo blago so namesto, da bi odrezali, samo zavili pod pas. In prav tako en pokazatelj napredka je bila nošnja hakame, kajti nekdaj so sicer v obdobju Heian ženske tudi nosile hakame, ampak potem je ta tradicija nekako zamrla. In sedaj so ženske spet začele nositi hakamo v okvirju izobraževanja. Spet isto kot pri haoriju so ženske rekle, mi smo tudi enakovredne, mi tudi hočemo izobrazbo in hočemo razvoj. In to enakovrednost so potem pokazale z hakamo, na primer. In to vidimo tukaj na spodnji sliki, ravno v teh gubah ženske stojijo. Prav tako se je spremenil tudi obi, to je pas. Ta se je poenostavil in takrat so tudi odkrili oziroma izumili sedaj najbolj popularen vozel, taiko musevi, torej v obliki bobna, ampak boben, ime bobna ni izhajal iz tem, da je vozel podoben bobnu, ampak je dejansko to izumila gejša, ki je za otvoritev mosta, ki ima obliko bobna, si to ekstra izmislila. Na prelomu 20. stoletja so moški bolj ali manj nehali nositi kimono v zunanjih sferah. Doma so še, zlasti če so živeli v tradicionalnih hišah. Ženske pa so še trajale nekje do Prve svetovne vojne, tako redni nošnji, ampak potem s povojnim časom so se one tudi začele premikati proti mobilnosti in zahodnim oblekam. In isto spet pokazatelj razvoja in napredka. Ženska. Sedaj lahko rečemo, da so kimoni bolj ali manj formalne obleke za določene situacije, zlasti tradicionalne, in nosijo jih večinoma ženske. Pri njih še lahko vidimo različne vrste kimono, pri moških pa je bolj ali manj omejeno na 2-3 vrsti, v grobem rečeno. Pomembno je tudi to, da so samo kompozicijo kimona, kak ga nositi, bolj ali manj standardizirali s koncem obdobja Meiji, s koncem obdobja Edo in začetkom obdobja Meiji. Torej, še preden so potem prišli zahodne obleke na Japonsko. In ravno zato, ker je ta veriga predajanje znanja, kako nositi, kako obleči kimono skoraj zamrla, so ustanovili tako imenovane kimono šole, ki v obliki tečajev ali pa delavnic še vedno dajo to tradicijo, znanje naslednjim generacijam. Ampak seveda, samo zato, ker je kimono standardiziran bolj ali manj, to še vedno ne pomeni, da ni razvoja. Ampak so ti razvojni elementi subtilnejši, nežnejši. To se na primer vidi v sodobnih materialih, ko mlade ženske rade uporabljajo pri ovratnikih tudi čipke. To je na primer tipično zahodno, ampak so to integrirali v kimono. Prav tako se to vidi pri izbiri barv.
mlade ženske vedno nosijo žive barve, močne barve, nikoli pa ne črno, ne pogosto. Ampak to je v zadnjih letih dejansko nova modna smernica, kajti veliko kimono, frisot, kot tudi yukat, to je poletnih oblačil, je na Japonskem, ki imajo osnovno barvo za črno in potem različne motive gor. To je taka nova modna smernica, ki sicer po standardih ne ustreza, ampak se še dogaja in se razvija. Torej, preden se lotimo različnih vrst kimono, ki imamo tukaj na razstavi, bomo se prvič lotili vidnih delov za lažje razumevanje. Kot vidimo, so to kimoni, pravko koliko imamo tukaj razstavljeno lepo, in jih je več vrst, o tem malo kasneje. Na to pomemben vidnejši del je obi, to je taki široki pas, ki se ovije okoli trupa in ima na hrbtni strani različne vozle. Ti se imenujejo visubi. Kot se je bilo že rečeno, v obdobju Edo se je obi razširil, torej ni več bil tisti ozki pas okoli bokov ali pa tista vrvica, kot smo videli, ampak široki pas z motivi. Univerzalne mere bi lahko rekli, da so nekje 3,6 metrov dolžine in 26,8, torej 30 cm širine, ampak to so tako univerzalne. Bomo pa videli še kaj več. Moški imajo dva tipa obija. To je kakoj obi, to je trši obi, katerega vidimo tukaj na sliki, ki je tudi 10 cm širok. Potem pa imamo še heko obi, to je mehak obi, ki je širok kot 20 do 70 cm, ampak je zelo mehak in se ponavadi nosi z moško yukato, torej s poletnim oblačilom, ali pa zelo sproščenih okoliščinah. Ženske imajo več tipov obijev. Eden je Maru obi, ta je širok 68 cm in se ponavadi nosi kot del poročne obleke, teda to se še vidi tam. Potem, Fukuro obi je formalni obi, ta se nosi za formalne dogodke in se kombinira na primer s homongijem, s takim tipom kimona, ali pa kot vidimo tukaj s Kuroto Mesode, to je ta kimono, in tu imamo potem primer Fukuro obija. Nagoya obi je podoben Fukuro obiju, je tudi 30 cm širok, ampak to bomo malo kasneje videli, kje se razlikuje. In Hanhaba obi, to je naprimer tukaj, ta je širok 15 cm in se nosi ponavadi z yukato s poletnimi oblačili. Tu pa se vidi razlika med posameznimi tipi. Tsuke ali tsukuri obi, to je že naprej vezan obi. Seveda praktičnost še vedno obstaja in ponavadi za ženske, ki so malo prelene ali pa se jim mudi in nimajo časa zlagati teh vozlov, imajo že naprej sestavljene vozle, ki se dejansko samo tak zahakljajo, bomo rekli, v ta pas, ki je polovica dolžine dejansko v primerjavi z drugimi. Hanhaba obi je ta dvojkica in tukaj vidimo tudi razliko med Nagoya pa Fukuro obi. Ta je naprimer oblika. Trojka je Nagoya obi, štirka pa Fukuro obi. Kot vidite, tukaj bistveno ožji ta obi. In to je zato, ker so odvečno blago, ki se sicer pri obiju zloži na pol, kar pustili stran. Namesto, da so imeli odvečno blago, ki je vrednost obija dvignila, kot tudi več prostora na pasu zasega, torej težje dihati pa več blaga je ženska imela okoli sebe, to olajšalo. Ta del, ki je tukaj pa širok, ta pa je ponavadi tisti vozel na hrbtu, ki se vidi. Torej je že dejansko deloma vnaprej pripravljen vozel. Pomemben del celotnega kompleta je seveda tabi. To so japonske nogavice, ki imajo ločen palec, da lažje lahko dajo to, da se natikača svoje japonke. Ponavadi so iz svile, volne, sintetike, največkrat pa iz bombaža seveda. In so bele barve, lahko pa imajo naprimer take male vezenine ali pa celo
ali pa so v celoti pobarvane, ali pa imajo vzorec, ampak ti se je že bolj za neformalne dogodke, za vsakdanje življenje. In ta bi se ponavadi nosijo z vzori, to so en tip japonk, in sicer taki. So iz različnih materialov, naprimer iz tkanin, to je svile in brokata, torej prevleka je iz teh tkanin. Potem vinil, to je umetna masa, ki izgleda kot usnje iz usnja, ali pa slame. Iz slame se imajo najpogosteje za poletni čas. Peta, kot lahko vidite tukaj in tudi tukaj, je dvignjena. In isto kot pri ženskah na zahodu, višja peta je elegantnejša, nižja pa bolj za vsakdanje življenje, za vsakdanje rabo. Razpon je nekaj 3,5 do 4 cm za elegantnejše vzorje, od 2,5 do 3 cm pa za vsakdanje rabo. Vzorji so ponavadi barvno usklajeni s kimonom ali pa z obižimejem ali pa objave, to so take dodatki k obiju, ki jih bomo malo kasneje videli. In čim bolj je kimono formalen, tem bolj so tudi barve vzorja prilagojene, torej so ponavadi ali zlate ali pa srebrne. Bele imajo na primer neveste. Te japonke pa so gete, to so lepene lesene japonke, torej ene vrste cokle. So iz različnih vrst lesa, ki so ponavadi trpežni, tako je pavlovnija, cedra, cipresa, kostanj, hrast, torej nekaj, kar lahko premore vsakdanje obremenitve. Zgornji del je ponavadi iz žameta, torej prevleka je žameta ali pa iz podobnega materiala, ki lahko diha. Tukaj tabi niso potrebni in ponavadi se nosijo jukate, torej se nosi z jukatami, torej največkrat jih vidimo ravno v poletnih časih. Potem en pomemben del v kimono je tudi haneri in to ni ta rdeči šal, ki ga vidimo na sredini, ampak tisti črni ovratnik. Ta polovični ovratnik se ponavadi prišije na spodnji kimono in je dodatek k kimonu samemu, torej je kombinacija, dodatni poudarek dejansko, da malo še dodatno poudari to lepo linijo ovratnikov in vratu. Sami motivi pa so ponavadi dezenine razne, ponavadi cvetovi. Danes večinoma strojno narejeno, nekdaj pa seveda ročno delo. In kak je ročno delo, je tudi dražje. Na to, prav tako pri ovratnikih je laveri, to je okrasni ovratnik, tukaj zelene barve, tudi tukaj. Ta se ponavadi postavi med spodnji kimono in zgornji kimono, da se naredi ta učinek več slojnosti, kot da imeli še pod kimonom en sloj. In to je ravno iz teh zgodovinskih dejavnikov, kot na primer iz obdobja Heian, torej več slojev elegantnejše izgleda. In tudi ta del je barvno usklajen s kimonom, lahko dela kontrast, lahko pa dopolnjuje. V tem primeru dela lep kontrast. To v primerjavi s hanerjem se ne prišije, ampak se ponavadi uporabljajo take male sponkice za pritrditev. Pri kimonu se tudi uporabi objage, to je en šal za kimono in se vidi tukaj. Ima praktično kot tudi estetsko funkcijo, ampak večinoma je estetska funkcija ravno v spredju. Pri kimonu se namreč uporablja takšna mala blazinica za oblikovanje vozla, ampak ta ne izgleda kar lepo. In ponavadi se s tem šalom potem prekrije. To je tisti praktičen del, estetsko pa se potem lahko ta šal oblikuje v različne vozle. Lahko je enostavno priloženo, kot tukaj vidimo, lahko pa so male rožice, v obliki rožic složene, pentlje, ali pa kot pentlje dejansko. In seveda barvno usklajeno s kimonom. Na to običine, to je okrasna vrvica. To vidimo tukaj na sredini.
je tudi pomemben del v estetskem in praktičnem smislu. V praktičnem je tako, da dejansko drži pri nekaterih vozlih obi skupaj. Če ta obi džime snamemo, se lahko vozel zruši, ni ga več. Estetski pa je seveda ta, da je kombiniran s barvno, kot kaki dodatek pri ženskah na zahodu, torej uhani ali pa ogrdice. Obstajajo pa potem ploski, kot vidimo tukaj spodaj, ali pa okrogli. Okrogli so ponavadi za bolj formalne kimone, naprimer za floristode, za nekaj bolj sodranjega, pa se upravljajo ti ploski, kot naprimer za common kimono, ki je tam zadaj. Seveda pa so sešiti obi najbolj formalni, to je ponavadi imajo tkanino in potem polnilo, ki se uporabljajo izključno za poročni obred pri nevestah. Na to še obidome, to je dekorativni element, broška, ki se priveže tukaj na obdžime. In ker je broška tisti osprednji element, se ponavadi ta obdžime zaveže na hrbtni strani, da vidimo samo črto in potem lepo broško tukaj na mesto vozla. Tukaj imamo različne tipe obidomejo. V zgornjem kotu desno vidimo srebrne, ta je v obliki žogic. Tukaj imamo iz porcelana v obliki češnjevega cvetnega lista. Tu spodaj pa imamo potem iz umetnih materialov z motivom irisa. Zgoraj bomo potem še videli haori, to je kimono plašč. Beseda haori izhaja iz glagola haoru, kar pomeni nadeti si. Torej je haori nekaj, kar si nadeneš. Ponavadi ga nosijo, da zaščitijo kimono pred vlago in umazanijo. Je pa kot nekdaj in sedaj tudi sestavni del pri moških oblekah. Pri ženskih pa se ta haori ustalil ravno v obdobju Edo, kot sem vam že razlagala. Ja, Andy tam, Andreja, ima na sebi že haori, kot modni dodatek. Sam zase je to dekorativni element, kajti nekje leta 1920 so čisto črni haori, kiromoncuki, tako imenovani, postali barvni. Imamo tukaj tudi, naprimer, en tip barvnega haorija. Naprimer, tukaj je čisto črni z motivom na hrbtu, ta pa je tukaj barvni in več motiva tukaj tudi tako lepo skrito na ovratniku. Pomembno pri haorju je ta, da se ne zaveže tako kot kimono. Paneli se ne bodo prekrižali, ampak bo vedno ostal en trak odprtega. Ja, asistentka. In to ima funkcijo za to, da se potem vidi tukaj obi džime, objage in skrbna kombinacija vseh sestavnih delov. Tako da se še vedno lahko ženske razkazujejo, kako lepo so kombinirale vse skupaj. Nažalost, jaz nijem trenutno. Daljši haori so ponavadi bolj formalnega tipa, krajši pa za vsakdanjo rabo. Kiromoncuki haori pa je tisti črni, čisto črn kimono, se pravi črn haori, ki je najbolj formalen med vsemi in se ponavadi nosi tudi k krotomestudju, ali pa kot del oblek za žalovanje. Ta ni čisto črn. Ne, ta ima motiv magnolije na hrbtu. No, sedaj pa se lahko lotimo vrst kimonov, da bomo malo bolj interaktivno tukaj naokoli. Kot vidimo, obstaja več tipov. In ločevanje med njimi je lahko na takšen ali drugačen način. Obstajata dva glavna tipa. In to sta po načinu tkanja in barvanja. Lahko pa je tudi potem po stopnji formalnosti in po zakonskem stanu zlasti ženske. V moških ni razlike, pri ženskih pa je kar ogromno. In zdaj se lahko gledamo te najbolj pogoste oblike. In prvo, kar bomo videli, je floristode, to je najbolj formalen kimono za neporočene ženske, mlade neporočene ženske,
razstavljeno, pa imamo to tukaj, kot ste videli, ima dolge rokave, ta ima 109 cm, tako da prek 1 metra. Nosi se približno do 25. ali 30. leta starosti, to je tista zgornja meja. Čeprav nekatere ženske že nehajo to nositi prej, kajti ravno ti dolgi rokavi razkrivajo zakonski stan, da je ženska neporočena. In nekaterim ženskam, ki so naprimer že 25, še vedno mlade, nočejo tega razkriti, ker so potem rečejo, ja, pa še vedno ni poročena. Rajši začnejo potem nositi krajše rokave drugačnih tipov. Nekatere ženske pa se rade poigravajo s temi dolgimi rokavi. Tukaj imamo naprimer eno znano japonsko pevko, Yoko Nagayama, ki je pevka zvrsti enka. To je japonsko petje kombinirano z glasbo 60-ih, 70-ih let, takrat je bilo namreč najbolj aktualno. In ponavadi kombinirajo tak tip petja z oblačili, kot je kimono. Imajo ponavadi kratke rokave, veliko jih pa rad nosi ravno dolge rokave, ker so bolj barvite, dejansko za na oder. Čeprav vidimo ženske na obrazu, da ni ravno najstnica. Tako da tukaj je mogoče, bomo rekli, za vsakdanje žensko, da to ne bi bilo ravno tako vsakdanje videti, na odru pa se to kar pogosto dogaja. Značilnost furisoda, kot sem že rekla, so ti dolgi rokavi. In samo ime oblačila izhaja ravno iz teh dolgih rokavov. Furi, naprimer, pomeni plapolanje, nihanje, miganje, sode pa rokav, tako da kimono s plapolajočimi rokavi dejansko. Seveda pa so ti rokavi lahko različno dolgi. Poznamo podvrste furisod, to so opurisode oziroma konpurisode. Ti so ponavadi dolgi nekje 105 cm okvirno. Naprimer, ta kimono ima daljše rokave, 109 cm. Potem šubirisode, ta ima 90 cm. In kofurisode, ta pa ima male rokave, no, pod narekovajem male rokave, ki ima 75 cm. Tak tip furisod se zlasti uporablja v kombinaciji s kakamo, tukaj pri ženskah. To se ravno lepo vidi. Ta ima kofurisode, ta pa ima konfurisode, torej polno dolžino. In taka oblačila, naprimer, nosijo ženske ob zaključku srednje šole, za maturo nekje. Za kimone, za furisode je značilno imeti velike vzorce, žive barve in vzorce, ki prehajajo preko šivov. Se vidi naprej tukaj. Čuješ? Potem bomo videli, da kljub temu, da so tukaj šivi, bo veja se še vedno nadaljevala preko šivov, prav tako tam. In vzorci so ponavadi najbolj gosti na spodnjem delu in potem se vzorec širi navzgor in iz rokavov spodaj navzgor. Ima potem še malo več vzorca tukaj na desni rami od zadaj in na levi rami od spredaj. Za furisode se pogosto uporablja, oziroma edino se uporablja fukuro obi, ki se veže na različne načine, nešteto načinov imamo tukaj. Ampak najbolj tipična, najbolj pogosto uporabljena sta ravno fukura suzume, kar pomeni v dobesednem prevodu debelušen vrabček, ker to je taki tukaj. Tukaj imamo krila, telo in repek. Tako da, ta je ta fukura suzume. Oziroma, ta je musebi, to je pa ta bombonček tukaj, ki dejansko izhaja iz obdobja Edo še, ki so jih ta tip so nosile ženske na dvoru. Kot rečeno, obstaja pa več vrst vezanja. In mnoge iz teh vrst se ravno kličejo, pomenujejo po cvetovih. Imamo naprej barami sebi, to je voze v obliki rože, ajame sebi, kar pa je voze v obliki irisa. To vidimo naprej tukaj lepo. 2 cvetna lista zgoraj in 3 cvetni listi tukaj. Tako da prav iz objev naredijo origami, tako rekoč, samo na hrbtu. In seveda je še veliko več drugih objev, ki se poimenujejo po sezonskem cvetju ali pa drugače.
Naprimer, ta slika je tako dušna, ker imamo tukaj več žensk, mladih žensk oblečene v firisode in niti ena nima isti vozel na hrbtu. Vsaka ima svojega. Za firisode se ponavadi upravljajo številni barvni dodatki, ki lahko imajo potem odtenke zlate ali pa srebrne, odvisno od dodatkov, ki jih imajo. Tukaj ima, naprimer, vidimo običine, ima zlate nitke, obi pa naprimer skoraj čisto, da ne iz zlata. No, ne zlata, bo tak. Zlatih nitk. Na to, drugi tip kimona je kuroto mesode. To je najbolj formalen kimono za poročene ženske in ga imamo tukaj lepo razstavljenega, kot vidite. Za tega je tipično, da ima kratke rokave, v primerjavi s firisode, vidimo očitno razliko 109 cm, tukaj 48 cm, kaj je bistveno manj. Prav tako tipično je, da je vzorec na spodnjem delu kimona, torej pod pasom tukaj in potem se kar nadaljuje po hrbtni strani vse do sprednjega dela. Na zgornjem delu kimona pa so samo tako imenovani kamoni, to so družinski grbi, ki so od spredaj dva, potem na rokavi sta dva, pa še tukaj na hrbtu nekje je eden. V tem primeru ima na rokavu zadaj. Ta ima na rokavu zadaj. Na rokavu zadaj. Ja, se štima tako. Kuroto mesode pa pomeni črni kimono s kratkimi rokavi. Tipično za kuroto mesode pa je to, da ga nosijo matere od neveste in ženi na poroki. Če kdo nosi kuroto mesode, je to ponavadi ravno med poroko. In to je najožja družina, torej mame ponavadi. Vidimo lepo nevesto, očeta v zahodnih oblekah spet, medtem ko je mama oblečena v kuroto mesode. Kuroto mesode se ponavadi nosi tukaj obi, kot ga imamo tukaj razstavljenega. Ponavadi se zaveže ravno ta tajko mesebe, torej ko je izgleda kot blazina za nas, ampak je dejansko v obliki bobna. Obi džime in obi jage, ti dodatki, pa so ponavadi bele barve in lahko imajo zlate, večinoma zlate, tu pa tam tudi srebrne dodatke. Zoriji, torej japonke, pa so zlate ali pa srebrne barve spet. Kuroto mesode, podoben kimono, pa je iroto mesode. Zdaj slišimo tudi po zvoku. Iro pomeni barva, to mesode pa isto kot pri kuroto mesode, kratki rokavi. Torej, tukaj že iz imena lahko izhajamo, da je razlika v barvi. Medtem, ko je podlaga kuroto mesode vedno črna, so iroto mesode vse druge barve, razen črne, ker drugače avtomatično je spet kuroto mesode. Vzorec je isto kot je kuroto mesode na spodnjem delu, torej pod pasom, na zgornjem delu pa je lahko potem še 5 kamonov, 3 ali pa celo nobeden, odvisno od stopnje formalnosti. Rokavi so prav tako kratki, kot pri kuroto mesodeju. Ravno zaradi barve obleke, zaradi osnovne barve, daje ta tip kimona malo lahkotnejši videz in ne tako strogo auro. Zato se to ponavadi nosi strani mladih žensk, ki so tudi poročene, ampak naprimer ne tako kot pri porokah, da mame bi to nosile, to ponavadi nosijo kakšne tete ali pa bližnji sorodniki, ki so že poročene. Kuroto mesodeju, prav kot pri kuroto mesodeju se nosi pikuro obi, ki se zaveže prav tako ta boben vozel z obliki bobna, obi džime, jage, ti dodatki so prav tako bele barve, z zlatim ali srebrnim odtenkom, čevlji so prav tako navali take svetle barve, oziroma zlate, srebrne. Na to, homongi. Homongi je naprimer tukaj razstavljen, če se ta se malo razlikuje od tistega na
na sliki, kajti poleg barve, ki je lahko bolj živahna ali pastelne barve, ima ta dolge rokave. Ampak to ne zato, ker je mišljen za mlajše, ampak ker je ta kimono star 70 do 90 let. In takrat moda pred drugo svetovno vojno je narekovala malo daljše rokave. Tako da to takoj je indikator, če imate starejši ali pa mlajši kimono doma. Torej, homongi je prav tako formalen kimono, kot prej Irotome sode, ampak ga nosijo poročene kot tudi samske ženske. Torej, ni vezano to, da je ženska poročena. In to se ponavadi nosi na obiske, na poroke ali pa na slavnostne večere, na primer. To nam tudi pomeni sam izraz, kaj je homon pomeni obisk, gi pa obleka, tako da je to obleka za obiske. Če pa pogledamo tako na grobo, bomo videli, da je ta homongi naša kombinacija vmesna stopnja med frisodejem in Irotome sodejem. Torej, frisodeje tam z dolgimi rokavi, kajti še vedno vidimo motiv po celotni dolžini in prehajanje motiva preko šivov, medtem ko je, na primer, kratek rokav, nekaj tipičnega, kar vidimo pri Irotome sodeju, pri barvnem homonu. Tu se še lepše vidi, kak ta prehod poteka, čeprav imamo različne panele, različne trakove blaga, bo motiv neprekinjeno potekal naprej. Prav tako so motivi ponavadi koncentrirani na spodnjem delu, lahko pa so potem v rokave zgoraj in tečejo preko šivov na ramena, kot tudi na drugi strani, potekajo naprej na ramena. Krepke barve so ponavadi za mlajše osebe, medtem ko so pastelne, nežnejše barve za starejše osebe, to je za starejše ženske. Dolžina pa je tukaj pa se dolžina variira, lahko so malo daljše, malo krajše, malo daljše imajo ponavadi mlade ženske, malo krajše pa imajo starejše ženske. Obi pri tem kimono je ponavadi prav tako šukarov obi, ki je vezan v tajko, v ta boben. Lahko pa ima nekše variacije. Tukaj naprimer vidimo obi tajko, ki ima sončni shod. To tako lepo zloženo, da izda kot sonce, ki ravno shaja, pa žarki se vidijo. Dodatki pa niso naprimer beli kot pri prejšnjih kimonih, ampak razno barvi, odvisno od kimona pa obija, na katerega se kombinira. Na to pride tsuke-sage, to je ta kimono, ki je tukaj razstavljen. Me so že danes velikokrat vprašali, kaj je sploh razlika med tema dvema. In je zelo mala, prefinjena razlika. In to ni v barvi, obedve sta raznobarvne in vedno nekakšne barve razlika, cel črne se najdejo. Ampak glavna razlika je ta, da nimajo izrazitega prehoda. Medtem, ko vidimo pri homongiju, to prelivanje motiva preko šivov, ko se naprej nadaljuje kakšen cvet, bomo pri tsuke-sageju videli bolj kompaktno verzijo. Tukaj bo motiv razporejen po dveh panelih, ampak tukaj se bo motiv držal zase. Tu bo en del, pa na hrbti strani bo en del. Ne bo se prelival preko šivov. Čeprav danes se že obstajajo vmesne stopnje med homongijem in tsuke-sagejem, kot deloma grejo prek šivov, ampak ne tako izrazito. Tako da že tukaj tudi strokovnjaki že včasih malo morajo razmisliti, ali je to bolj homongi, ali je to bolj tsuke-sage, težko je včasih določiti. Nosi pa se vse da potem isto skoraj kot homongi na formalnih dogodkih, pa tudi na neformalnih dogodkih. In odvisno od dodatkov, zdaj če se nosi fukuro obi ali ta nagoja obi, pa je potem tudi primernost formalnemu dogodku odvisna. Torej, način vezanja je kot pri prejšnjih kimonih večinoma tajko, to pomeni v obliki bobna, lahko pa njegove variacije, kot smo videli na primer malo prej. Na to pride iromuji,
ki je sicer tukaj razstavljen, ampak se ne vidi, ker nismo imeli dovolj stojal. To je ta kimono tukaj, vijolične barve. Ponavadi je to enobarven kimono, brez vzorca, brez motiva, in to nam pove tudi ime, samo ime, iro, barva, midžika, preprost ali pa brez vzorca. In kot že rečeno, imamo tukaj različne barve, modre, zelene, rumene, rozane, vijolične, vse razen črne. Čisto črn kimono je del žalovalne obleke, tako da tam treba malo paziti. Kot že rečeno, vzorca sicer ni, kot na primer tukaj, da vidimo, ampak če se približamo kimono, iromidžiju, bomo lahko na blizu videli take vezene oziroma tkane vzorce. Ampak to se vidi šele na blizu. Iromidžij se ponavadi nosi obi, ki je lahko zdaj Figaro obi ali pa Nagoya obi, torej ta širok tukaj. Takega tipa, ko je po celotni dolžini isto širok. Ali pa Nagoya obi, tukaj imamo en primer tega. Malo da vam pokažem. Ste videli. Širši, tukaj pa je spet skupaj to 15 cm širok podobo. Pogosto pa se nosi iromidžij na čajnih obredih, kajti tam poudarjajo, da naj ne bo kimono tisti, ki bo imel največ pozornosti na sebi, ampak čaj. Takrat uporabljajo ta enobarven preprost kimono, ki pa je relativno formalen. Nosi se prav tako lahko na porokah, večerjah, na gledališčnih predstavah ali pa tudi na prvi šolski dan, torej mame. Na to pride komun kimono, to je kimono s ponavljajočim se vzorcem. Ko pomeni namreč mali, mon pa grb oziroma vzorec. In ta vzorec se ponavadi naredi s šablonami. Naprimer, te kimone, ki jih vidimo tukaj, to se bolj na ročno delo, ki se naredi z roko, torej imajo prav paste tudi, ki jih uporabljajo, in je bolj ali manj kot slikanje na platno. Medtem, ko je komon kimono ravno s temi šablonami, nekaj so tudi lesene šablone, sedaj so iz papirja, iz debelega papirja, se to omogočajo te bolj detaljirane malenkosti in to se potem dela po tekočem traku. To potem niso več unikati, ampak ponavadi naredijo veliko število kolutov z isto tkanino in potem se ta uporabi. In dva tipa komon kimonov imamo tudi tukaj na razstavi. To je ta. Kot vidimo tukaj ponavljajoč vzorec. Vse posod je isto, ni nobenega dodatka ali pa razvijanja v drugo smer. In najbolj tipičen predstavnik tega pa je na primer ta kimono. Tu se še bolj vidi, ker imamo vejo navzdol obrnjeno, tukaj na drugi strani spet isto vejo ponavljajočo. Tako da je to tudi komon kimono, torej isti motiv se ponavlja po celotnem blagu. Nosi se ponavljajo na neformalnih dogodkih, torej v vsakdanjem življenju jih je mogoče srečati, nosijo se doma, ki se pač bolj tradicionalno osveščene ženske, po mestu ali v restauraciji, ker imamo tudi kimone z zlatimi obrobami in takega imamo ravno tam spodaj. Če malo bliže pogledamo, bomo tukaj videli take zlate obrobe, kaj data malo bolj eleganten pridih. Ime pa pomeni sicer obleka po kopanju, kajti nekoč so si ljudje karto po kopanju v javnih kopališčih nadeli. Dejansko se je to nekdaj uporabljalo za ene vrste halje po kopanju, potem pa se je razvilo samostojno oblačilo ravno za poletje. In ta tip vidimo tukaj. Se vidi že pri gubah, da je malo bolj trdo, ni tako sila. In če damo na svetlobo malo, je prosojno. Torej, da koža lahko čim bolj diha. Nosi se ponavadi na poletnih festivalih, torej, če boste šli kaj na Japonsko, boste to tam kar zagotovo srečali.
Motivi pa lahko dajo občutek hlada. Japonci imajo zelo radi v poletnih dneh, ko je visoka vlaga in vročina, da malo poigravajo z motivi in uporabijo na primer ribice, žabe, potem kačje pastirje, vodotoke na kimonih, da da to občutek hlada. In na primer kimoni so tudi nekdaj bili čisto modri z belim vzorcem ali čisto beli z modrim vzorcem. Ker ravno ta modrina, hladna barva daje občutek nekaj hladnega, čeprav ne naredi razlike, ampak pač ta občutek. Sedaj pa so seveda kimoni oziroma jukate različnih barv, kar pogosto pa se srečujemo s črnimi jukatami z različnimi vzorci. To je zdaj nova moda, že nekaj let. Za jukato se ponavadi uporablja manjhava objekta, manjši ožji objekt, ki je tam razstavljen, in se ponavadi zaveže v tako imenovani čočo v sebi, to pomeni metuljček. Tam imamo kot da videli metuljčka. Kirila in drugi. Nosijo pa se dete, torej nezori, brez tabijo, kar tak voz kot cokle. In čisto na konec sicer, to je sicer najbolj formalen kimon, ampak samo toliko, da vam pokažem, to so poročni kimoni. Ta glavna dva tipa in sicer učikake. To je, kar sem vam govorila iz prejšnjih obdobij, da je še vedno ostalo iz obdobja Edo, ampak kratke rokave so podaljšali. In spodaj imamo kimono kot tak, in ta pa je potem taki okrasni plašč, ki se da na kimono. Ta ženska pa ima tudi spodaj kimono, s tem, da je ta učikake dejansko širomiker in je bele barve. In ta kimona se je razširil zlasti po odprtju meja, torej po obdobju Meiji, kajti ženske so videle, da so ženske se ponavadi na zahodu poročale v belih oblačilih. In namesto, da so uporabili barvne spodnje dele, so kar posvojili belo barvo. Zdaj pa še moški kimoni. Tukaj sicer ni veliko variacij. Moški ga nosijo v redko ravno iz teh zgodovinskih razlogov, ker so prej nehali nositi kimono, prej so začeli nositi zahodnjaške obleke in so bolj tam princip razvoja in napredka. Ni toliko vrst. Nošnja pa je omejena na 3 vrste dogodkov, na obredne dogodke, torej na poroke, zelo formalne dogodke in potem na neformalne dogodke. In moški kimoni nasploh, bilo katerega boste pogledali, bo vedno nekako bolj umirjene barve. Torej temno-modra, temno-rjava, temno-zelena, temno-siva, pač bolj v tem smeri. Motivi so bolj ali manj redki, oziroma so zelo drobni. Najbolj formalen kimono je dejansko kombinacija kimona, hakame in haorija, sakamoni, torej zgrbi. Obratnik, kot vidimo džiban, nakar-džiban, je bele barve, prav tako kot je vezalki na haoriju in tabiji so bele barve. Spodaj imajo ponavadi tabije in zorije, ki ima mogoče še črta zorec, obi je kaktu obi, torej tisti 10 cm trši obi, katerega malo vidimo tukaj nad, tisto bunkico pa hakamo. Ja, hakame so ponavadi črtaste, lahko je črna z belimi črtami, lahko pa mogoče malo siva pa siva. Za formalne dogodke pa se ponavadi nosi kimono brez hakame in haori. Ponavadi je to vse barvno usklajeno, torej enobarvno bolj ali manj. Vezalke na haoriju, kot tudi džuban, so ponavadi kombinirani in nekako usklajeni s celotno kombinacijo s celotnim kimonom in haorijem. Džuban lahko ima vzorec spodaj, ampak je tisto itak nevidno. Tabiji so lahko beli, lahko pa so tudi že črne barve, na primer. Zorije pa so prav tako, se bo formalne, ampak potrebno črta vse.
Na neformalnih dogodkih pa se nosijo naprimer tudi kimone kot naprimer formalne, ampak iz bolj grobega materiala, iz bolj grobe svile ali pa iz volne, naprimer, kaj bo toplo. Barva in vzorec džibana so prosto poprešena po njihovem okusu, torej tam niso stroge definicije kako treba, ampak kak okus ima posameznik. Obi je prav tako kakovi, tako malo trši obi. Ta vin so potem lahko modre barve ali črne barve, spet ni več obvezno belo, ker so že malo bolj formalno. Nosijo pa se gete ali pa zvori, torej malo bolj formalno ali pa manj formalno, če hočejo malo bolj domače to imeti. Poleti pa moški prav tako kot ženske nosijo jukate. In na mesto tega tršega kako obija, lahko tudi nosijo ta heko obi, ko se zaveže na pentljo, to je communication malo. In na mesto vzorjev se nosijo gete. Tudi na teh slikah še vedno dokaj temne barve, temna modra, temna siva ali skoraj črna. Ta kimono ima sicer čisto malo vzorca, ampak to so take kratke črtice prekinjene. Naprimer, v primerjavi z ženskim kimonom je razlika očitna. Posebnost moških kimonov, kar je meni osebno zelo všeč, pa je ravno haori, kajti namesto kot pri ženskah, ko je vzorec zunaj, lepo razporjen po celotni dolžini na hrbtni strani, je vzorec skrit znotraj. Imamo na primer tukaj eno lepo sliko japonskih žensk, ki ravno kukajo iza vrat, ampak to se skriva med kimonom moškega in na notranji strani haorija. In edino v enem trenutku se vidi ta vzorec, ko moški haori sname. Takrat nam razkaže to razkošnost. In je dejansko malo zgodovinsko pogojeno, ker nekaj so samuraji zagovarjali preprostost in skromnost, in ker so malo bolj premožni ljudje, in ker trgovci in vestri, jaz je tudi temu rad malo več pokazal, ampak niso smeli od zunaj pokazati to razkošje, so potem neki pač skrivo znotraj. In takrat, ko so haori sneli, se je dejansko ta del razkošje videl. Sedaj pa kljub temu, da ima ta vidni del kimono kar nekaj delov, bomo se še lotili, kaj se skriva pod kimonom. Ker če prištejemo vse elemente, vidne in nevidne elemente, bomo v kimono imeli nekje 20 kosov posameznih delov. Ker na primer pri zahodnih oblačih imamo 6 kosov, kakšne pulove, hlače, čevlje, nogavice in to je to. Pri kimonu pa je več delov, bistveno več. In vsi ti dodatki, ki se skrivajo pod kimonom, bolj ali manj pomagajo doseči valjasto obliko telesa. Čeprav imamo na zahodu tendenco poudarjati žensko postavo, torej ozek pas, večji dekolte, bodo na Japonskem ravno hoteli imeti valjasto obliko, da kimono lepše lahko pokažejo. Ker če telo v oblik peščene ure, kot tukaj, se bo pri zlaganju kimona, tukaj kimona razprl, se bodo videle noge, ker je zelo neelegantno, obi se bo zmučkal, ker se bo prilagodil telesu, in prav tako se bodo vozili po tem čudno držali, ker je naravna krivulja hrbtenice taka, da to ne omogoča. Ampak ravno zaradi teh različnih dodatkov, ki zapolnjujejo žensko telo, je kimono včasih dobil kritike, da preveč omejuje. Ker potem ženska ne more se tako skloniti, nikakor ne. Zato tukaj imamo vse te svoje tukaj nabrane in lahko samo z ravnim hrbtom priklonjamo. In prav tako se ne moremo skloniti normalno, ampak lepo elegantno. Ampak dejansko nekaj ni tako slabo, ker naprimer pri tem zgornjem, pri strupu, dejansko zelo dobro, ker drži hrbtenico ravno. Mi na zahodu radi sedimo tako zaobljeno in puklasto. Kimo dejansko drži naravno delo telesa, dejansko to krivuljo ohranja in je bolj zdravo za hrbtenico.
začnemo čisto s spodnjim slojem pri ženskah, da bo to začelo z nedrčkom. V nasprotju z zahodnim nedrčkom, ki prsta ponovadi dviguje, bo kimono nedrček prsta potisnil navzdol. Prsni koš bo bolj ali manj ploščat, ravno zato, da ne bodo te izbokline od spredaj. Lahko so te enostavnejše, z zadrgo od spredaj, lahko pa te malo bolj vezene s čipkami na primer. Spodaj se lahko nosijo take kimono hlače, ki so podobne našim kompaktom, ampak to ni nujno, lahko imajo ženske tudi navadne. Potem nad temi spodnjimi deli pride tako imenovani hadajiban. To je sloj, ki je tik ob koži. To pomeni, da imajo ta spodnjo mačko v koži in od to tudi prihaja ime. Hada pomeni koža, džiban pa spodnja majca. Potem v hada-džibanu se lahko nosi sisujoke. To je eno spodnje krilo in je tak za preložiti. Torej, ponavadi taka dolgi krak blaga, ki se ovija okoli ženskega telesa in se zaveže z vezalkami. Lahko pa se nosi kombinacija, eno oblačilo, tako imenuje kimono slip, ki je kombinacija hada-džibana pa sisujokeja. Torej, namesto da dva dela zavezujejo, imajo en cel komplet. Je to bolj ali manj že bolj priljubljeno pri hatah, na primer. In potem presenetljivi del, v kimono se ponavadi skriva brisača. Kajti ravno ta naravna krivulja hrbtenice je ovirajoča pri lepem vozlu za obih. Tako da to krivuljo tukaj na hrbtu ponavadi zapolnijo z brisačo. Lahko s tistim ali pa obstajajo že take moderne blazine, ki so še malo bolj anatomsko prilagojene hrbtenici obliki hrbta, da čim bolj zapolnijo to praznino nekako. Da je od spreda, kot tudi od strani, bolj ali manj telo valjavstvo. Nad temi spodnjimi sloji, ki po koži, pride naga-džiban, to je dolgi spodnji kimono, tudi pove ime, naga pomeni dolg, džiban pa spodnja majca. In je lahko bele barve, lahko pa je rozane, modre, ponavadi posebne barve, ki so kombinirane s kimonom, kajti strani v tej zavezi, tukaj, vedno malo tuka ven. Tako da je to tudi malo tako prefinjenost, način prefinjenosti, kako lahko ženska kombinira barve in motive. Potem v džuban, ki ima taki mali žepek, naprimer, tukaj imamo na tem obrišalniku kar džuba, ima taki mali žepek, v katerega lahko napeljemo elšin, to je opornik za ovratnik. Ponavadi je iz plastike, iz mehkejše plastike, lahko tudi iz kartona, ampak ti se potem res za enkrat uporabo. In ima funkcijo ovratnik pojačati. To pomeni, da se odzadaj več džuban ne nabuba, ampak ima to lepo ovalno obliko, kot mora imeti. Potem džubani se ponavadi zavežejo tako imenovanim date džimeji, date pomeni elegante, džime pa vezati. To so taki široki trakovi, skoraj da malo ožje, kot naprimer pri Anhabo obi. Imajo ponavadi kakšne lepe vzorce, take, ali pa kot ta primer tukaj kakasto, tradicionalni vzorec, s črtami in vzorci. In ima po dolžini od zadaj en krak, ki se potem potegne dol in s tem povečajo odprtino obratnika od zadaj. Čim manjša je ženska, tem večjo odprtino ima. Starejše ženske imajo potem malo višje ta obratnik od zadaj.
enostavni, kot tukaj, lahko pa so, na primer, iz elastike, takimi sponkami, ki se navežejo. In na konec se še lahko uporabi pas klorin. To je skoraj da ne isto kot tisti pas, ko šihimo iz elastike, samo da ima na dveh koncih ščipalke in se kimono na eni strani zaščitne, se ovije okoli telesa in se zaščitne še na drugi strani, tako da drži obratnike lepo urejene, da obratniki ne bodo zdrseli s tem ali tja. Ampak to ni nujni del, lahko se to naredi brez tega. Jaz na primer tega nimam, da nimam tukaj razstavljenega tega. Potem imamo še tako imenovano obito, to je plošča za obi. Ta se da med kimono in obi, in ponavadi taka oblika, 30 do 60 cm dolga plošča, relativno trda, ki potem obi še dodatno zgladi, da nima gub. Lahko imam potem tako enostavno ploščo, lahko pa imam potem tako elastično vrh na strani. In potem pomemben del pri vezanju obija, obi se vije, obozne, pa je ta obimakula, kar je blazinica za obi. Makula dejansko pomeni blazina. Včasih ljudje mislijo, zakaj imajo Japonke na hrbtu blazino, ni tako res zgrešeno. To je na primer to. Kot na sliki vidimo, ponavadi je tako trapez zlata, taka bolj ali manj spužvasta blazinica, relativno trda. Poročene ženske imajo ožje, pa manjše, neporočene ženske pa večje in bolj okrogle oblike, na primer. Ta se potem da v obi not, s katerim potem dosežejo tako dodatno učinek lepo oblazinjenja. In potem obi naravno zelo pade, ampak dejansko še bolj izboči potem. In še pridemo do zadnjega dela, to je simbolizem in letni časi. Za Japonce vemo, da so izjemno povezani z naravo in letnimi časi in da znajo ceniti minevanje časa. Niso tako obremenjeni, kaj bo v prihodnosti, ampak uživajo, znajo ceniti to, kar je v sedanjosti. Tako da to se vidi tudi v poeziji, v arhitekturi, to, da je njihova tradicionalna hiša prilagodljiva. Stene se lahko demontirajo, brez težav. To se vidi tudi v praznikih, ko občutujejo cvetenje češnjevih cvetov, hanami, ali pa na primer pri tsukimi, to je pogled jeseni lune, praznik lune, meseca. In to tako čudnost do narave se tudi vidi v kimonu. In v kimonu se ne vidi samo v debelini ali številu slojev, ampak tudi v vzorcih. Pri slojih se to vidi zlasti pri enoslojnosti ali dvoslojnosti, torej če je kimono podložen ali če ni podložen. Če pogledamo na tudi ta kimono, bo imel ta še notranji sloj. Ta je na primer awase. To pomeni, da je podložen, imamo zunanji sloj in ta notranji. Za prehodne obdobje, tik pred poletjem, tik za poletjem in poleti pa imamo potem nepodložene, kot na primer ravno ta jukata, da je lažje zanositi. To potem ponavadi zašito kar tukaj. Vidimo, da razlika je očitna. Ampak najbolj zanimivo je ravno minevanje časa v vzorcu. Zlasti pri mlajših, ki ponavadi nosijo sezonsko cvetje, se to najlepše vidi. In pravi poznavalci kimono ponavadi nosijo motive cvetov rahlo pred dejanskim cvetenjem, da s tem izražajo nekakšno
jeseni, je to hud spodrsljaj. To že kaže, da nima razčiščenih osnovnih pojmov pri kimonu. Ampak lahko pa so tudi kimoni, ki imajo vzorcev iz več sezon. To se na primer lepo vidi pri tem pomungiju. Če malo pobliže pogledamo, bomo videli tu krizanteme, to je jesensko cvetje. Tukaj bomo videli kotonike in to je potem spomladansko cvetje. In tukaj bomo videli cvetove slive, kar pa je potem spet vezano na zimo. Ali da je ta kimono dejansko primere za vse 3 letne čase, ne glede na cvetenje, ker nekako zajema vse sezone, vso cvetenje. Pogosta kombinacija pa je ravno kotonike pa krizanteme, kot smo videli tukaj, kotonika, tako poleg pa krizantemo in se še najde, kje je kakih kimonov z ravno to kombinacijo. In zdaj še samo na kratko, da priletimo, katere vzorce sploh imamo v katerem letnem času. Spomladi se ponavadi nosijo češevi cvetovi, sakura. To ima ta punca, na primer, ko se lepo vidi na rami, to so sakure, češevi cvetovi. Lahko se nosijo metulji, ta ženska je tukaj, veliki metulji, zlate barve, neko bele, rdečim motivom. Potem kotonike, se vidim tukaj, na njeni levi rami. Potem glicinije, to so take vijolične rože, ki izgledajo kot grozdje, če veste. Ponavadi cveti tam aprila, maja nekje. Potem tudi magnolije. Andy, izvoli. Ja, to so na primer, to je na primer magnolija, na primer, vzorec magnolije, spomladansko, spet. Hvala lepa. Potem irisi. Zdaj, na enem kimonu je, ne spomnim se točno kje. Irisi, da vsi že poznamo, pa narcise. Tu imamo na primer ta kimono. Tukaj spodaj. Čisto na malo narcise, motiv narcis. Poleti se nosijo potem spet sezonsko cvetje tistega časa. Slak, katerega vidimo na primer na tej tukaj. Tukaj, v tem delu. Lahko se nosijo pahljače, tako očiva, to so tudi bolj okrogle pahljače, ne tiste, ki se raztegnejo, ampak so zelo fiksne. Potem, ko že sem omenjala ta občutek hlada, tekoča voda, žabe, ribe, kačji pastiri, škržati, to so takih hrošči na Japonskem, ki imajo prav specifičen glas, kot kobilice, samo še bolj krupno. Izkušnje, ne? Potem lahko še trava in izjemno tudi nesezonski cvetovi. Vse ostalih je nekako ravno to, da predvidevajo določen čas, ampak pikata sama je vedno iz bombaža, vedno enoslojna in tukaj si Japonci dejansko dovolijo nositi kotonike pa krizanteme. Kotonike so že odcvetele dejansko poleti, krizanteme pa še ne cvetijo, tako da tukaj je možnosti, da nosijo cvetove, ki niso v sezoni. Izjemno. Potem jeseni se nosijo ravno krizanteme, ravno zdaj so odcvetele, javorovi listi, zlasti rdeči, to vidimo na tej sliki, tukaj, rdeče barve, ravno zdaj pa imamo zeleni barvi se, potem visoke trave in sicer zlasti ta Akinona natsa, to so
cvetovi, naprimer ta vidi ima po celotni dolžini sligove cvetova, tako je ta zimski kimono. Lahko potem imamo še bambuse s snegom, naprimer, gor s snegom, sneg kot sam po sebi sneg, zasnežene pokrajine, drevesa vse brez listov, mogoče kako še snežna pokrajina in kamelije, ki se večinoma nosi potem še po novem letu, bolj manj, tako se vidi, da so ponovadi so rdeče barve, kažem, čeprav zdaj eni tebi cveti lepo doma bele barve, ne? Zdaj že odcvetelo. Odcvetelo. Vse ti okrasne belje so različni barv, bele so samo tiste, kar so čaje odcvetiti. Ja. In še čisto na konec malo abstraktne motive. Ponovadi je tako, da mlade ženske rade nosijo sezonsko cvetje. Starejše ženske ravno tako bolj abstraktne motive, arabesk, se to tam tudi reče, ali pa noter ni identificirano ravno kot naše cvetje. Lahko pa imamo tudi te osnovne motive, kot vidimo tukaj. Akvanoha, to je damo tukaj, to je kot zvezdica, potem črte, navadne črte, jagone, to je motiv tukaj in ima obliko peresov puščic, če vidimo tukaj, tukaj je mogoče lahko puščica, tukaj pa so peresa. Potem sejgajka je motiv tukaj zgoraj in če malo pogledate, spominja na valove. To je dejansko stiliziran način prikazovanja valov. Potem učimatsu, to so kvadrati, terca, abstraktno veljevje, ampak kot arabesk ravno, sajagata, obrnjen svastika, pa je tukaj. Če nadalje pogledamo, bomo videli tak črte vse povprek. Če pogledamo ta del, bomo videli narobe obrnjeno svastiko. Torej, to nima nič z nacizmom povezavi, ker je ravno nasprotno smerobrnjen, ampak je bolj simbol za templjen. In potem še jukiva, to je spet pogosto videti pri poletnih kimonih tudi. In ta se vidi ravno tukaj. Tukaj je stilizirana snežinka, tu naokoli. To so jukive. In potem ponavadi znotraj jukiv so različni cvetovi potem za dodatni motiv. No, s tem bi jaz predavanje zaključila. Zahvaljujem se vam za obisk, za vašo pozornost, veleposlaništvu, da je to omogočilo. Če imate še kakšno vprašanje, prosim lepo. Sem pozabila reči, da lahko vprašate tudi med predavanji. Tako da, kar mirno. Če vas kaj zanima, seveda. Ja. To je Ano, za vsaki nov posebej? Imamo različne tehnike. Nekateri, kot ne vem, cimeki, so tkani z vzorcem vred. Drugi, naprimer ti, pa so barvani. Imamo tkanino, ki ima tkan motiv not. Če od bliže pogledamo, bomo videli po svetlobo tako valove. To je tkano. Ampak sam motiv pa je barvan. Pri tem se naprimer uporabi taka pasta, ki se v obliki cvetov, oziroma pač v obliki motiva, nanese gor in vse ostalo se ročno pobarva. In ko se to pobarva in se spere, se pasta odstrani in pod pasto bo ostala bela črta. Še nekaj me zanima. Seveda, ne? Jaz sem sicer nekaj prebrala tudi pred leti, so ti žepi, ki so tu ob strani, ne, ki je bili tudi s nekim določenim namenom. Kak, da, seveda. Da imajo svoj določen namen. Namen? Kot žep ali kaj takega. Ja, to se zna tudi uporabljati, naprimer, da moški tudi znajo skriti v ta žepek not take denarnice, pa to zdaj pa naprimer pol kimono, telefon. Sicer to ni tako tipično, ker ponavadi se nosijo take torbice zraven, ali pa se da notri v obi, med obi pa kimono, če je dovolj majhen, lahko pa se potem tako neformalno tudi... No, pa to me ne zanima za danes, ampak za nazaj. Ja, to pa znajo uporabljati. Ja. Ja, No, vem, da je
Ne, pa mogoče to še kot zanimivost. Kimoni pozimi niso bili različne debline, ampak rajši kot da so naredili posebej kimone iz debelejšega materiala ali pa dali komino not, so rajši dali več slojev gor, na primer, v preteklosti. Sicer se opravičujem, jaz sem imela namen se obleči v kimono in tudi od zadaj, ampak žal smo imeli tehnične težave zaradi pomanjkanja ogledal. Teda, če koga zanima in bi rad ostal malo, bi lahko potem kolegico oblekla v kimono. Če vas zanima. Ima še kdo to fotoprišnik? Ja.